Pred evropskimi volitvami je odjeknila napoved premierja, da bodo enkrat za vselej odpravili tako imenovane dvoživke v zdravstvu. Kaj bo zdaj s to napovedjo in kaj se je zgodilo leto dni po odločitvi o preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja v obvezni prispevek? Takrat so v koaliciji dogodek opisali kot zgodovinski. Kaj menijo naši gosti danes, poslanki iz Svobode in SDS-a Tamara Kozlovič in Ilka Godec, Rok Ravnikar, družinski zdravnik, Tomislav Klokočovnik, Milan Simič in davčni strokovnjak, vsak s svojim zasebnim medicinskim centrom, z Ministrstva za zdravje pa bo z nami Jasna Humar. Odštevamo zadnje minute pred začetkom oddaje. Posnetke ujemite z modrim fonom junija. Dober večer. V tarči evropskih volitev je konec, začenjajo se dopusti, v ospredju je nogomet. Pa bo vlada le uresničila obljube iz koalicijske pogodbe o ukinitvi tako imenovanih zdravniških dvoživk ali pa je šlo le za besede v predvoljivni kampanji? Zadnje tedne pred evropskimi volitvami je premier Robert Golob obiskal kar nekaj zdravstvenih ustanov in tam kot slavnostni govornik napovedal razmejitev med javnim in zasebnim zdravstvom, po dolgih desetletjih jasno in enkrat za vselej. Ob drugi obletnici vlade je napoved ponovil in dodal, da bo šlo za revolucijo v našem javnem zdravstvenem sistemu. Kaj na ministrstvu in kabinetu premierja pravijo danes? Premier za pojasnila ni dosegljiv, ministrica za zdravje je danes službeno v Luksemburgu, je pa včeraj odgovarjala na vprašanja Tarče. Vlada je, kot kaže, v boju proti stavkajočim zdravnikom našla tržno nišo. Lahko bi rekli, da je to eno od redkih področij, kjer še ima podporo ljudi. Pa gre le za politično preživetje ali je prepoved popoldanskega dela zdravnikov rešitev za javno zdravstvo in čakalne vrste? Tu je najbolj goreči zagovorniki javnega zdravstva zdaj trepetajo, da bi razmejitev utegnila le še pospešiti privatizacijo, odhode zdravnikov v bolje plačani zasebni sektor. Zdravniki so pripravljeni, več kot 1500 jih ima odprte SP-je, zasebnih zdravstvenih centrov pa je že več kot 1000. Klemen Košak. Navdih za obračun zdravniki z dvojnimi praksami, tako imenovanimi dvoživkami, je vlada našla pri direktorici novomeške bolnišnice. Točneje, pri njenem odzivu na zdravniško stavko. Milena Kramar-Zupan je namreč takoj napovedala, da bo stavkajočim odvzela soglasja za delo drugje. Takrat smo dobili tudi mi ideje, kako naj spreminjamo zakon o zdravniški dejavnosti. In verjamemo, da ravno s to razmejitvijo med javnim in zasebnim, pa nobenega ne bomo prepovedovali. Želimo krepiti oboje, bomo pa poskrbeli, da ne bo škodljivega prepletanja. Potem je Robert Golob na to v času kampanje za evropske volitve govoril skoraj vsakič, ko je stopil pred kamere. Delo preko v zasebnih inštitucijah bo v bodoče bistveno bolj oteženo, najverjetneje celo prepovedano. Bomo končno prišli do čistih računov glede tega, kdo je kje zaposlen in za koga upravlja svojo dejavnost. Nekdo dopoldne v javni inštituciji ne dela nič, popoldne pa te iste paciente si jih vozi k zasebniku. Ne. S tem praksam bomo dokončno naredili konec, ker to je tisto, kar razkraja javni sistem. Smo danes dobesedno potrdili izhodišča, ki bodo pomenila revolucijo v našem javnem zdravstvenem sistemu. Medtem je dogajanje v zdravstvu turbulentno. Pred dobrim mesecem dni je 5 kirurgov novogoriške bolnišnice podalo odpovedi. Podjetje že imajo. Med ustanovitelji kirurškega centra Hipokrat v Novi Gorici so 3 od 5 novogoriških kirurgov, ki so dali odpoved v bolnišnici. Mitko Avramski, Samo Turk Berčnik, Aleksandar Dolgan. Izjave niso želeli dati ne kirurgi, ne vodilni v novogoriški bolnišnici. Pred kamero je stopila samo predsednica sveta bolnišnice Alenka Kolar. Očitno je v ozadju konflikta nezadovoljstvo s plačami. Za teh 5 kirurgov jaz ne vem biti imen in priimkov, vem pa, da so bili te med bolj pridnimi in verjetno težko gledajo kakšne, ki dobijo enake plače in so manj pridni. Celo zdravstvo ima ta težavo, da ljudje niso plačani po storilnosti, ampak so plačani, če kaj delajo ali pa če nič ne delajo. Kirurgi naj bi želeli vodstvo bolnišnice prisiliti, da jih najame kot zunanje sodelavce, prek drugačnih pogodb in z višjimi plačami. To je en način izsiljevanja.
ker če bi se zmenili vsi zdravstveni delavci, da grejo vsi na SP in se potem jih najame nazaj samo ta pridne, bi bila situacija drugačna. Če pa se nekdo tako odloči, pa ne vem, če bo direktor pristal na to. Radiologi so to od bolnišnice že izsilili. Odpovedi so dali lani, zdaj pa za bolnišnico in druge javne zavode delajo prek SP-jev. Eden od njih, sin Konrada Kuštrina, Luka Kuštrin, ki dela tudi v Hipokratu, je na primer v dobrem letu dni prek SP-ja od novogoriške bolnišnice dobil 25.000, od celjske 31.000, od zdravstvenega doma Nova Gorica pa 42.000 evrov. Skupno slabih 100.000 evrov. Radiologija je namreč v veliki meri že privatizirana. Mnoge bolnišnice se zanašajo na zunanje radiologe. Se lahko podobno kot v radiologiji zgodi tudi na drugih področjih medicine? Kaj bi sledilo, če novogoriška bolnišnica popusti kirurgom? Če bo vodstvo na to pristalo, so ostali zdravniki v bolnici bedaki, če ne bojo naredili isto in zahtevali podjemne pogodbe z bolnišnico. Vse lahko se gremo, to ni problem. Ampak zavedati se moramo, da Slovenija pač se nima toliko denarja, da bi vse zdravnike plačeval po podjemni pogodbi. Toliko moramo biti realni. Tako da, če bojo to naredili, ne pričakujejo osip od vseh zdravnikov. Tako imenovani outsourcing se ne dogaja samo na področju radiologije. Več bolnišnic najema zunanje zdravnike različnih strok. Vrnimo se v bolnišnico Novo mesto, ki je pred kratkim praznovala 130-letnico. Predsednik vlade na slovesnosti ni skoparil s pohvalami. Poslujete ne samo pozitivno, najboljše. Ste najboljša bolnišnica po ekonomskih pokazateljih v državi. Nad direktorico Mileno Kramar Zupan je navdušen. Imate to srečo in lahko ste ponosni, da imate izjemno vodstvo. Tako kot ostale bolnišnice, tudi novomeška dela ne zmore opraviti samo z redno zaposlenimi. Prek različnih pogodb mora najemati zunanje. Na primer kirurga in travmatologa Anžeta Kristana. Do leta 2022 je bil zaposlen v Kliničnem centru Ljubljana, zdaj pa je zasebnik. Je solastnik podjetja Alteja, najemata pa ga tako novomeška kot novogoriška bolnišnica. Anže Kristan, tudi on ni želel dati izjave, v novomeški bolnišnici opravijo od 8 do 12 operacij na mesec. Plačan je povprečno slabih 3500 evrov na mesec za približno 40 ur dela. Plačilo je torej približno 85 evrov na uro. Še veliko bolje, novomeška bolnišnica plačuje zunanjega anesteziologa Darka Jenežiča, ki je sicer zaposlen v podjetju Kirurški sanatorij Rožna dolina. V zadnjih 3 mesecih mu je bolnišnica plačala povprečno 11.000 evrov za 60 ur na mesec. V primerjavi z zdravnikom, ki je redno zaposlen v bolnišnici, je plačilo visoko. Najvišja osnovna plača zdravnika v javnem sektorju je 5000 evrov bruto. Deljeno 176 urami na mesec, to pomeni urno postavko dobrih 17 evrov neto. Zanimivo pa je, da so najeti zdravniki za bolnišnico vseeno cenejši od redno zaposlenih. Tako nam je pisno, tudi ona ni želela dati izjave, zatrdila Milena Kramar Zupan. SP-jem ne plačujemo ugodnosti iz kolektivne pogodbe, dopustov, bolniških, izobraževanj, regresov in tako dalje. Najamemo jih takrat, ko jih rabimo in za točno določeno delo. Pri anesteziologu, ki za 60 ur dela stane 11.000 evrov, pa poudarja učinkovitost. V primerjavi z redno zaposlenimi je učinkovitejši, saj naredi bistveno več storitev na uro od redno zaposlenih z vsemi ugodnostmi iz kolektivne pogodbe. Sta javno in zasebno zdravstvo tako zelo prepletena, da bi lahko imela prepoved dvojnih praks škodljive posledice? Bi se lahko privatizacija pospešila, čakalne dobe podaljšale, nezadovoljstvo zdravstvenih delavcev pa povečalo? Vlada tega očitno še ni v celoti premislila. Zaznati je tudi, da je predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, ki že dlje časa razpravljajo o tej temi, bolj zadržan od premierja. Mi smo se izogibali izraza prepovedi. Pravila igre, kdo lahko sodeluje v javnem zdravstvu, v javnem sistemu, kakšni so pogoji, da sodeluje, kako lahko sodeluje z drugimi izvajalci, pod kakšnimi pogoji. Da je na tem področju kar neurejeno. Strokovna literatura pravi, da popolne prepovedi ni v nobeni evropski državi. Imeli sta jo Portugalska in Grčija, a sta jo umaknili. Poskus prepovedi je propadel zaradi nezmožnosti, da bi jo uveljavili. V nekaterih državah je prepoved dvojnih praks povezana tudi z odhodi zdravnikov iz javnega v zasebni sektor. Včasih se zdi, da vlada boja proti dvojnim praksam še ni v celoti premislila, ampak predvsem izkorišča nepriljubljenost tako imenovanih dvoživk. 9. četrtega po
neuspeli mediaciji z zdravniki, s Fidesom, ste imeli na novinarski konferenci uhane z dvoživkami žabami. Je bilo to za nalašč? Ne, ni bilo za nalašč. Te uhane sem imela slučajno, mislim, da so bili v barvi moje srajce, ki je bila tudi zelene barve, zato sem jih imela. Vsi direktorji največjih bolnišnic, imenovanih v času mandata te vlade, so povabilo v Tarčo s takim ali drugačnim pojasnilom zavrnili dopust, odsotnost, obveznosti. Njihov mandat je seveda odvisen od vlade. Gospod Ravnikar, ali jih razumete, da so raje previdno tiho? Po eni strani vlada, na drugi strani zdravniki. Ja, v tem smislu jih razumem, njihovo vlogo. Prav sistem upravljanja javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji je en izmed ključnih izzivov, ki bi jih mogli rešiti, če bi hotel se resno lotiti reform. Ampak konec koncev tudi to, kar ste tukaj prikazali, primerjava neto plače zdravnikov v javnem zavodu z bruto plačami in tako naprej, pa sem jaz zaposlen v javnem zdravstvenem domu, da se razumem, ampak vse to, s katerim se pumpa javnost, kjer se kaže na krivce, je v bistvu kazanje s prstom, namesto da bi se ukvarjali z rešitvami. Ampak kaj so rešitve, to razmejitev, kar se zdaj v bistvu povaja? Ne, to je v bistvu politični marketing, s katerim se poskuša dnevno zadovoljevati neke težave ljudi. Spremembe v zdravstvu se nam dogajajo na dnevni ravni. Zdaj, ali bomo ta val sprememb, ne samo pri nas, tudi v sosednjih državah v Evropi. Zdaj ga bomo uspeli z neko učinkovito politiko, z dobrimi reformami zajahati, se na njo obdržati, a nas bo pa zalil in potopil. In ta konflikt z zdravniki, ki se potencira, ki je v bistvu postal glavna hrana trenutne oblasti, je absurd, je nerazumem in ne moreš rešiti zdravstva brez sodelovanja, brez podajanja roke tistim, ki so pač ključni udeleženci v zdravstvu. Gospa Kozlovič, je to politični marketing ali nekaj, s čemer boste rešili javno zdravstvo? Ja, dober večer. V bistvu absolutno to ni politični marketing. Mi smo v Svobodi že kandidirali s programom, v katerega smo zapisali, da želimo jasno razmejiti javno in zasebno. Mi sedaj samo to izvajamo. In v bistvu se veselimo, ker to, kar ste prikazali, res da neto bruto, nekatere primerjave morda niso primerne, ampak ste dovolj anomalij nakazali, ki jih želimo z izhodišči, ki jih je tudi vlada nenazadnje potrdila, to nasloviti in odpraviti. Kot je regulacija cen, da se ne bo dogajalo, da bo za isto storitev nekdo v nekem javnem zavodu dobil eno ceno, na storitev v drugem pa drugo, ker se je tam boljše izpogajal. Temu je potrebno narediti konec, gre za javni denar, pacient mora biti v središču, ne pa dobički posameznikov in absolutno ne drži to, kar je kolega Ravnikar povedal. Strateški svet, v katerem so zdravstveni strokovnjaki, tudi na terenu, ko hodimo in se pogovarjamo, bodi si z direktorji, bodi si z drugimi zdravstvenimi skupinami, pravijo, da je to prava pot. Ampak direktorji so tiho, ne? Gospa Kozlovič, videli ste, nihče noče priti v oddajo, tudi strateški svet je zadržan. Lejte, predsednik strateškega sveta je rekel, da izhodišča podpira. Tudi izjavo, ki so jih dali, so seveda rekli, da izhodišča podpirajo. Seveda se pa tudi tukaj z njimi strinjamo in je bilo danes to, mislim, da tudi že rečeno, da je potrebno rešiti tudi vprašanje nagrajevanja tistih, ki pridno in marljivo delajo in v rednem delovnem času so pripravljeni narediti več. In tudi popoldne. Ali je našla vlada tržno nišo v boju proti zdravnikom, ki stavkajo, recimo, ali gre tukaj po vaše za reševanje javnega zdravstva? Pardon, ampak mi se resnično ne gremo nobenega boja proti zdravnikom. To so naši partnerji, skupaj z njimi tudi pripravljamo zakonodajo, vse usklajujemo, tako da absolutno to zanikam in to... Ampak tiste izjave pa so bile nepredvoljivne, veliko jih je bilo v zadnjih dneh tik pred Evropskimi volitvami. Vedno se zahvalimo vsem zdravstvenim osebjem, za kar delajo in nikakor jih ne jemljemo za sovražnike, ampak za partnerje in z njimi želimo tudi zdravstveno reformo še naprej. Gospod Ravnikar. Več besed kaže na to, da se grejo politični marketing, da vlada definitivno ne išče rešitev. Če ste poslušali predsednika vlade, ki je dejal, da bodo temu naredili konec, torej da se bodo končno enkrat vedelo, zakaj opravljajo tisti zasebniki dejavnost. Zasebniki opravljajo dejavnost zdravljenja bolnikov. In danes, in tudi ti prispevki kažejo ponovno na to, da se kaže na zdravnike s prstom na njih, češ oni so krivi,
Vemo pa, da je vlada podpisala sporazum z Fidesom v oktobru 2022, ga ni izvršila in zdaj svojo nesposobnost kaže s prstom na zdravnike. In pravi premijer, kdo razkraja? Razkraja vlada. Razkraja vlada z takšnimi izjavami proti zdravnikom in jaz mislim, da to, kar pač danes želijo, da pravijo, da bo odpravili dvoživke, to je že tako ali tako narobe beseda, jaz mislim, da bo še večja privatizacija. Največje privatizacije so se začele v času levih vlad, 2014 do 2018 in pa sedaj. In videli ste, kaj se bo zgodilo. Zgodilo se bo to, da bodo zdravniki odhajali iz javnega zdravstva v privat klinike, zasebnikom in tam potem delali verjetno tudi po Ministrstva za zdravje. Ali boste pospešili privatizacijo, to, kar se bojijo tudi nekateri zagovorniki javnega zdravstva? Ne bomo pospešili privatizacije, jaz ne vidim razloga, zakaj bi se privatizacija zaradi tega pospešila. Število storitev, ki jih naši ljudje kupujejo na trgu in število storitev opravljenih pri koncesionarjih bo ostalo enako, samo zdravniki se bojo nekoliko prerasporedili, namesto da bi 5 ali 10 zdravnikov delalo pri koncesionarju in deloma v javnem sektorju, bo pač koncesionar enega zaposljiv, ostali bojo pa pač svoje delo delali v javnem sektorju. Ostaja enako število zdravnikov, enako število storitev in enaki razpored. Verjamem, da bomo na nekaterih področjih imeli težave, zato tudi pripravljamo številne druge ukrepe. Ta je samo eden izmed njih, s katerimi bomo to regulirali. Vedeti moramo, da del nezadovoljstva, ki ga imajo zdravniki, je tudi zaradi tega, ker so plače in pogoje, v katerih delajo, neenaki. Mi to želimo urediti, želimo jasno razločiti zadeve, tako da bo vsak vedel, kje mu je mesto in kaj počne. Ja, gospod Simič, samo trenutek še gospoda Simiča vključimo. Poglejte, kaj menite, bomo okrepili javno zdravstvo s to razmejitvijo ali pa se bo okrepilo zasebno zdravstvo? Vi ste tudi solastnik zasebnega zdravstvenega centra. Tisto, kar bi jaz povedal, da tega so se lotili predvsem, tako kot ste že nekaj povedali o tej oddaji, kot politični marketing, torej nekaj, kar je všečno ljudstvo. Slišali smo prispevku, ki ste ga prikazali na začetku, da se dogaja to in to, kar tudi jaz vem iz prakse, da tisti, ki delajo popoldne, so popoldne najbolj pridni v bolnišnicah, dosežejo svoje norme, pa jih celo presežejo. Zaradi tega tisto, kar je predsednik vlade povedal, da nekateri v bolnišnici čakajo, da pride popoldne, da bodo šli delati, drži. Potem sem tam slišal predstavnico Svobode, ki je rekla, da bodo preprečili dobičke. Naj se nekdo vpraša v tej vladi, iz česa prihajajo davki. Davki prihajajo iz dobičkov. In tisti, ki ustvarjajo dobičke, plačajo davke in takih se je treba zahvaliti, ne pa jih omejevati. In če gremo naprej, kaj se bo zgodilo, če bodo odločili, da bodo zdravniki lahko delali samo v javnem sektorju, prvo se moramo vprašati, kdo vse dobijo dovoljenje, da lahko dela zasebno oziroma popoldne v državni upravi. To niso samo zdravniki, to je vrsta drugih zaposlenih v državni upravi, potem je treba vsem omejiti, da lahko delajo samo v državni upravi, ne pa da delajo še popoldne in da imajo dovoljenja. In če grem še naprej, videli smo, kaj se je zgodilo v bolnišnici Nova Gorica, torej v Šempetru. Tudi jaz, ki sem slišal to, kar se dogaja, normalno iščemo že zdravnike, ki bi se pol pri nas zaposlili, s tem, da tem zdravnikov, ki se bodo pri nas zaposlili, bomo z veseljem dovolili, da delajo še pri drugih, kjerkoli, tudi v javnem sektorju, pri drugih zasebnikih popoldne. Meni je pomembno, da on dela svojih 8 ur dopoldne pri nas, popoldne pa lahko dela kjerkoli, če ima dovolj energije. Torej, nekateri grejo v gostilno, nekateri grejo teč, tretji pa grejo delati in zato nekomu prepričevati, da dela, če hoče. Ja, gospa Kozlovič, če lahko odgovorite. Ja, glejte, to je tipično, da zdaj se nam očita politični marketing, ker izvajamo nenazadnje program, ki smo ga obljubili volivcev in so nam dali veliko podporo. Ampak drži pa to, gospa Kozlovič, se opravičujem, ja. Jabolke in hruške. Jaz verjamem, da tukaj si nihče od nas ne predstavlja, da bi recimo vi, gospa Erika, delali za eno komercialno televizijo informativno oddajo. In verjetno bi bilo vsem to sila nenavadno, če ne vsaj etično in moralno sporno. In o tem govorimo. Mi želimo transparenten sistem, nič narobe, če nekdo dela dobiček, če je to transparentno, jasno, če nekdo v delovnem času naj opravi svoje delo, ne pa da slišimo in beremo o zgodbah, ko ljudje v rednem delovnem času naredijo manj kot popoldne v pol manj urah, recimo pri zasebniku, ko se štempljajo, pa jih ni v službi, ko prejmejo pacienta in ga
svetujejo, naj gre k njemu v zasebno prakso. Jaz verjamem, da takih primerov ni veliko, nekaj jih je in niso v bistvu zdravniki krivi ali pa direktori, ki to dovoljujejo. Problem je zakonodaja, ki je očitno tako slabo napisana, da take anomalije in mi želimo to rešiti. Tako, se pravi, na podlagi par zgodb, ki so seveda nesprejemljive, očitno politika dela zdravstvene reforme, kar je napačno. Za te anomalije imate druge zakone, druge organe in mi zdravniki smo prvi, ki smo zato, da jih vi razčistite. Ne upravičevati svojega lova na čarovnice z nekimi posameznimi afermi. Da gremo naprej na politični marketing. Recimo ravno ta izhodišča za zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ste jih objavili. Na eni strani ste poveličevali konkurenčnost, češ, ko bo konec koncesije, bomo razpisali, da se lahko vsi prijavijo in tako naprej. Čeprav vemo, da je kontinuiranost obravnave v zdravstvu ena najbolj pomembnih pri zmanjšanju umrljivosti obolevnosti, a na drugi strani pa preprečujete kakršnokoli konkurenco recimo pri izvajalcih za zdravstvo. Se pravi, tukaj je čisto jasno, da vam ne gre za dobrobit pacientov, ampak da vam je v prvi vrsti neke borbe z posledicami slabega upravljanja zdravstva. Zdaj, bolnike prav malo zanima, da vam povem, kdo je kje, kaj je delo, pa kako je zaposlen. Briga jih pravna oblika zaposlitve, njih zanima hitra, strokovna in varna zdravstvena storitev. In to je tisto, ko boste to enkrat dali v središče, boste rešili vse probleme. Dokaj se boste pokvarjali z kazanjem na druge in na krivce, ne boste prišli do rešitev. Humar, boste vi odgovorili? Ja, poglejte, pacient je v središču razmišljanja. Gre namreč za to, da marsikdaj se pri zasebnikih, pri koncesionarjih opravljajo lažje storitve. Mi želimo z zakonom stimulirati te zdravnike, ki želijo več delati, da to počnejo, absolutno, ampak da to počnejo v svojih ustanovah v okviru javnega zdravstva. In da tam upravljajo vse storitve, tudi tiste najtežje, tudi tiste za onkološke bolnike, tiste za starejše ljudi, ki rabijo intenzivijo, ki rabijo veliko podporo tega, česar koncesionarji ne delajo. Največja katastrofa je, da imamo odlično izšolane strokovnjake, ki zaradi boljšega plačila delajo preproste stvari pri koncesionarjih in zasebnikih, ne pa v svojih javnih zdravstvenih zavodih. Sem želela to podariti, da ste stavkovne zahteve, da ste stavkovne zahteve po višjih plačah zavrnili, ne zdaj pravi. Stavkovne zahteve so povsem ločena stvar od tega zakona, tako da o tem mislim, da ni potrebno razpravljati. Tudi višje plače niso tisto, kar bodo rešile in zadovoljile zdravnike, zadovoljilo jih bo plačilo dela, torej plačilo boljše za tistega, ki več in boljše naredi. To je naš cilj. Dober večer, pozdrav vsem, hvala za besedo. Jaz mislim, da je to zgrešena pot, definitivno. Videli ste, 2 leti smo čakali na rezultate, v rezultatu ni absolutno nobenih. Kar pa pozabljamo vsi, da tem zdravnikom, ki so zelo pridni, ki delajo popoldne, po noči, zvečer, pri Bitencu recimo, kirurgija Bitenc, do 2 zjutraj je operacijska upeta v program in naredijo 2500 operacij. In zakaj? Zato, ker te ljudje nimajo v svojih matičnih ustanovah, nam niso naredili pogoje, da ta zdravnik lahko v svoj matični ustanovi po 3. uri, po 4. uri lahko operira. Jaz sem se boril kot predstojnik leta in leta, da bi nam to omogočili in nam niso omogočili. In vsak novi direktor pride, ima svojo politično podporo in dela po svoje, gleda neke številke, v bistvu mi pa gledamo v zrak. V primeru, ko sem bil predstojnik zadnjih 6 let, recimo je številka na srčni kirurgiji bila okoli 1000 pacientov, sedaj reveži, moji kirurgi ne morejo več narediti več kot 600-650. V redu, se strinjam, klinični center je v prenovi. Se strinjam. Gospod Klokočovnik, kaj bo zdaj prineslo to? Klinični center bi morali na novo zgraditi. In ta stari klinični center bi moral stati mestna bolnišnica. Tako da to je zgrešeno. Poleg tega je pa zelo žalostno, da se termin dvoživke uporablja za nas, ki smo celo svoje življenje v teh ustanovah in vemo, kaj pomeni dežurati, vemo, kaj pomeni biti na prvi bojni črti, da nas nekdo imenuje za dvoživke. Gospa Godec, mogoče še vi zdaj, ko čakate, potem pa gospa Kozlovič. Se je bilo že veliko povedanega v to, kar govorijo strani vlade, je v bistvu tisto, kar pozarjajo na probleme, ampak jih ne rešujejo pravilno. Govorijo o tem, da nekateri pridni ne dobijo dovolj plačila. Uredite to.
Govorite o tem, pa je bilo rečeno, ne bo šlo za privatizacijo. Vse vam je prispevek pokazal, da bodo odšli tisti dobri tudi k privatniku, ker ni bistvo zdaj. Torej, mi se ukvarjamo, oziroma vi se ukvarjate z narobe problemom ali pa vprašanjem. Ukvarjate se s tem, kje boste zdaj katerega zdravnika postavili, kam ga boste prisilili, da dela. Vi se morate ukvarjati, kam bolnik želi iti. Mi se ukvarjamo s tem, da dobijo bolniki svojo oskrbo. Seveda, potem se pa dajte boriti za to, da bolnik dobi svojo oskrbo. Ampak če boste vi zdravniku rekli, da mora delati v stavbi A, ne v stavbi B, bolnik pa želi dobiti oskrbo v stavbi B, torej to ni ukvarjanje z bolnikom. Mi imamo zakon napisan, da imamo prosto izbiro zdravnika. V Sloveniji tega nimamo. In dajte si to dopovedati. In ko boste to rešili, ko boste te stvari, anomalije rešili, zato ker zaradi 5 recimo zdravnikov, ki niso poslušni, po vašem rešujete delate revolucijo, je nesmiselno. Torej, tisto je bistvo, torej, imamo prosto izbiro zdravnika. Tako kot je rekel gospod Ravnikar, meni je popolnoma vseeno, kdo je lastnik bolnišnice A. Meni je važno, pomembno, da dobimo oskrbo takoj in kakovostno. In pravite, da delajo koncesionarji lažje storitve. Ja, vse jih pa delajo, zato jih pa ni treba nekje drugje. In zdaj, če ti koncesionar ne bo smel teh lažjih delati, jih bo delali recimo v bolnišnici Celje, bo pa tam daljša. Ja, gospod Kozovič, vprašanje še, ali bodo potem bolnišnice te ljudi, ki bodo odšli, bodisi v zasebni sektor, kamorkoli, najemale kot zunanje izvajalce, ker to se dogaja v Novi Gorici, v Celju, Novem mestu, ki To se danes dogaja, ko je zakonodaja takšna, kot je, in že leta opozarjajo vsi, da jo je potrebno spremeniti. To, kar mi zdaj delamo, ni nič novega. In v bistvu dr. Kolkočovnik je lih potrdil, da v bistvu delamo prav, ker ravno izhodišča, ki smo jih potrdili, in seveda moramo še videti člene, dajejo možnost zdravnikom, da več delajo v lastnih matičnih ustanovah, po 3. uri, kot se je izrazil, da bojo boljše plačani za storitve, ki jih več opravijo, in v bistvu je sam potrdil, da delamo pravo stvar. In, gledajte, veliko je izzivov v zdravstvu, vsega se naenkrat ne da rešiti, mi rešujemo korak po koraku, res, da lahko smo različni. Že čakamo na izpolnitev zaobljub. Gledajte, tudi vi ste bili 2 leti v vladi, pa bi lažje vse rešili, če bi bilo tako enostavno. Ni enostavno. Zdravstvo je kompleksen sistem, danes tudi vidimo, da ima vsak neko svoje mnenje, je težko usklajevati, da bi se vsi z vsem strinjali, ampak mi se ne damo. V bistvu to je nam samo motivacija, da bomo speljali to, kar smo povejte, če boste potem zdravnike, oziroma bodo javne bolnišnice zdravnike, recimo, ki bodo se zaposlili pri gospodu Simiču, najemale kot zunanje svetovalce, oziroma zunanje strokovnjake, tako kot se to zdaj že odvija. Ker bodo potem plačila bistveno višja, ne? Lejte, eno izmed izhodišč je regulacija cen, tako imenovana kapica, kar bo preprečilo to, kar sem že uvodoma rekla, da bi za isto storitev nekdo v 2 različnih javnih zavodih dobil različno plačilo. Je možnost tega najemanja? Glejte, kaj se bo zgodilo, danes še ne vemo. Člene zakona še nimamo, zakon bo tudi v javni razpravi. Vsi deležniki, tudi vsi, ki smo danes za tem pultom, bojo lahko dali svoje pripombe. Mi v Svobodi smo se zavezali, da bomo vse temeljito proučili in seveda skušali pripraviti tak zakon, ki bo izvedljiv, in absolutno to strašenje, da bo razpadel javni zdravstveni sistem, jaz to absolutno ne kupim. Gospod Ravnikar, na to računajo, da je zdravstveni sistem še kar vzdržen in zato se lahko igrajo. Ampak ti ne moreš tako kompleksnega sistema, kot je zdravstvo, reševati s populističnimi rešitvami. To je ključni problem vas, da se na kompleksne probleme odzivate z nekimi populizmi in kazanjem na prste. To ni prava pot. Tega reševanja na ta način se loteva tisti, ki nimajo rešitev, nimajo vizija. Ampak zdaj pa realno, se pravi, problem je plačevanje storitev, vsi to vemo. Nimamo aktivnega kupca na trgu, a je to ena zavarovalnica, ZZS ali jih bo to več. To je problem. Ampak ne kriviti posledic, češ delajo samo lažje in une storitve, ki delajo dobiček. Enostavno se to reši. Bolj stimulirate terciar, vrhunske strokovnjake in storitve, ki so potrebne in ne delajo dobička in boste bolj splačali. Še malo, ne? Se pravi, tukaj se hvaliti, se pravi, predsednik vlade je pohvalil zavod, ki je prišparil največ. A veste, največ bo prišparal prihranil zdravstveni zavod, zdravstveno zavarovanje, če ne bo nič storitev, če bolniki ne bodo oskrbljeni. To je največji plus in to je narobe. Gospod Ravnikar, samo še eno vprašanje, ali... Ki bodo bolnike pripeljali do oskrbe in do rešitve. To je prava pot. Jaz imam še eno politično vprašanje, glede na to, da so zdravniki oziroma da je javnost nenaklonjena
zdravnikom v stavki. Ali menite, da je to lahko vladi, koaliciji omogoča politično preživetje? To je še eno od redkih področjih, kjer ima podporo javnosti. Če se bo samo te palice rešilne bilke držala, bo to kratkoročno mogoče omogočalo nekaj dni preživetja, ampak dolgoročno bo slabo za vse nas tukaj. Dolgoročno, bolj ko bodo na ta način reševali v narekovajih zdravstvo, bolj zares ga bomo mogli enkrat rešiti. Ampak, a veste, tukaj ne gremo, ni neznanka, kaj se bo zgodilo. Mi imamo v državah nekdanje Jugoslavije točno isti scenarij. Pred 15-20 leti se je dogajalo isto. Sorimašenje javnega zdravstva, stiskanje delavcev v javnem zdravstvu in hkrati se je pač čisto spontano zaradi potreb ljudi, zaradi naraščajočih potreb ljudi, zganilo pač zasebna pobuda. Ja, saj recimo imamo podatke, ne, ko ste omenjate, koliko SP-jev, recimo zdravniki so do zdaj odprli že recimo čez 1500 SP-jev, recimo v letu 2022 na novo odprtih, kakih 250 SP-jev. To so posledice, ne reform, ne pa vzroki za slabo zdravstvo, razumete? To je To so posledice tega, da že desetletja se ni naslovilo probleme. Če bi poslušali dr. Ravnikarja leta 2014, če se ne motim, je iste probleme našteval, ki jih našteva danes. Danes smo leta 2024 in poslušamo eno in isto. Torej vse vlade do danes očitno niso bile uspešne. In mi rešujemo samo tisto, kar so zdravstveni delavci povedali, da je potrebno rešiti. Ampak prva vlada ste se zdravstvene delavce izbrali za sovražnike. Tega pa res ni bilo do zdaj nikoli. Niso nikoli zdravstveni delavci sovražniki. Dobro smo slišali vse izjave. To vi zelo dobro veste in to politični marketing je naš to ponavljanje. To so žal besede, ki jih poslušamo vsak dan in vi s tem tudi spodbujate nasilje, kar je večji problem. S to retoriko grdo žaljenjem zdravnikov, zdravstvenih delavcev se tudi dviguje nasilje v zdravstvu in zdaj vas lahko izzovem. A boste podprli spremembo zakona, da se zmanjša nasilje v zdravstvu s tem, da bodo napadi na zdravstvene delavce obravnavani kot napad na uradno osebo? Boste to podprli v parlamentu? V Svobodi so pomembni vsi javni uslužbenci, tako vzgojiteljce, tako učitelji, policisti in tako naprej. Se pravi, še naprej boste ohranjali, da bodo sestre mogle se same javljati in prijavljati nasilje, namesto da bi jih javne uradne osebe brnile pred tem. Absolutno smo proti vsakršnem nasilju in jaz verjamem, da bomo tudi s spremembo zakona to... Zelo reši se lahko enostavno. Gospod Godec, potem še gospod Simič, gremo. Zelo hitro bi lahko kolegica Kozlovič odgovorila kolegu Ravnikarju, ali bodo podprli ali ne. Smo pa slišali v začetku prispevku, kaj je predsednik povedal, ne? Da se bo končno videlo, ko bojo to razmejili, dvoživke ukinali, kdo razkraja sistem. To je v bistvu govoril o zdravnikih. Razkraja pa sistem vlada. In ko govorite o obljubah in ne vem, 10 let nazaj, gledajte, zavezo koalicije iz februarja 23, datumi že vsi pretečeni. O tem govorimo, vi ste obljubili in vi ste podpisali, da boste s to zavezo služili ljudem in omogočili boljše zdravstvo. O tem govorimo in ne zaveze so še vedno pomembne. Ne, niso pomembne. So zelo pomembne, vi verjetno ne veste, kaj nam pomembno. Tudi mi obžalujemo, da se zadeve ne premikajo hitreje, tudi mi bi si to želeli, ampak cilji ostajajo enaki in vse bomo naredili, da jih tudi redimo. Gospod Simič, na kratko še komentar, potem gremo k naslednjem prispevku. Težko je karkoli komentirati. Gospod Ravnikar govori eno, kar je res, gospa govori čist kontra. To je tako, kot smo pripričevali, da so ukinili poslovno zdravstveno zavarovanje, pa so uvedli obveznega. Torej, mene zanima, prvo in prvo, tudi če se jim dvigne popularnost in ostanejo v vladi, nobena vlada, nobeni konkretne osebe niso ostale večno v vladi. Vsi so enkrat šli in pridejo drugi. In mene samo zanima, tisti, ki to počnejo, na nek način razgrajujejo to zdravstvo, a bodo prevzeli odgovornost. A jih bomo lahko čez leta lovili, če se ne bo izteklo, kot pravijo. A bodo lahko osebno odgovarjali. Veste, tukaj ohranjati se neko plačo, pa se boriti, pa govoriti, kaj bo vse naredil, pa zdaj, ko je gospa Gočeva lepo povedala, da imajo neke datume, ki so že mimo, ja, to bomo še naredili. Ja, pa tako 4 leta, pa še naslednja 4 leta, naredite že enkrat nekaj. Jaz sem zdaj v državni upravi, bil sem na Fursu, ve, kaj se da narediti v nekaj določenem obdobju, vi pa že obljubljate 2 leti. Gospa Humar, mogoče odgovorite vi pa potem. Jaz bom odgovorila čisto na splošno na celotno debato. Namreč gre za to, da jaz mislim, da je eden izmed velikih problemov, zakaj našega zdravstva nismo še potegnili naprej in ga tudi zdaj ne, je ta, da debato degradiramo na politični nivo. Pa se opravičujem vsem politikom, ki so tukaj. Debata o rešitvi javnega zdravstva mora biti strokovna debata in ne sme biti vprašanje, ali se to počne za politično všečnost ali za to, kar je potrebno. Stroka in ljudje, ki se spoznamo na zdravstvo, smo ocenili, da je to
potrebno in pišemo in pripravljamo ta zakon. Gospa Kuban, to je zdaj na zadnje politična odločitev in tudi politiki so tisti, ki so te zadeve javno predstavljali. Zdaj pa gremo naprej. Vlada, ki pripravlja razmejitev med javnim in zasebnim, pa miži na obe očesi, ko gre za njenega direktorja, ki je prav tako dvoživka. Poglejmo, kaj se še dogaja v javnih zavodih, kjer podobno kot pri zasebnikih denar odloča, katere storitve se splača upravljati in katerih ne. Anja Šter. To ni nobena skrivnost, to je logičen zaključek, da mislim, da nek določen del dela delaš tudi zaradi tega, ker je plačilo boljše. Tako je pred 4 meseci odgovarjal direktor celjske bolnišnice, kardiolog Dragan Kovačič, ko smo ga spraševali o njegovih visokih zaslužkih v popoldanskem delu čez cesto v kardiološki ambulanti celjskega zdravstvenega doma. Po naših razkritjih se ni zgodilo nič. Premijer Golob je sicer v državnem zboru komentiral. Si odpirajo pri sosedih programe, ki tam nimajo kaj iskati, zato da lahko popoldan opravljajo dodatno delo. Mogoče bo kakšen direktor tudi zaradi tega ugotovil, da pač ne zmore več svojih nalog. Predsednik sveta bolnišnice Tomaž Subotič je bil takrat neposreden. Absolutno za moje mnenje je neprimerno, da hodijo čez cesto. A že čez nekaj dni je na izredni seji Subotič, ki ga je imenovala ta vlada po aferi zamenjava bolnikov, prikimal vodstvu in njihovim razlagam, da niso ugotovili nepravilnosti pri Kovačičevem delu izven bolnišnice. Se je pa od afere Kovačič spremenilo to, da so v bolnišnici najeli komunikacijsko agencijo Pristop. Za boljše komuniciranje so jim v 4 mesecih nakazali dobrih 26.000 evrov. In rezultat. Dragan Kovačič se na naše klice ne odziva. Iz bolnišnice so sporočili, da je na letnem dopustu. Ostala naša vprašanja niso odgovarjali. Ne le da vodstvo ostaja, vlada je šla celjskemu direktorju še dodatno na roko. Bolnišnici so odobrili denar za vzpostavitev 4. kardiokirurškega centra za 1,7 milijona evrov, kljub nasprotovanju kirurgov iz Ljubljane in Maribora. Ti v protestnem pismu opozarjajo pred nesmotrno rabo davkoplačevalskega denarja, ki bo vodil slabitev obstoječih centrov. Do novega centra je kritičen tudi nekdanji direktor celjske bolnišnice in nekdanji član sveta zavoda Samo Fakin. Gre za neke politične povezave, za lobiranje pri ministrici? Seveda, ker zadnje 2 leti denar usmerja Ministrstvo za zdravje, nič več dogovor. In seveda, tle je pa možno poriniti razne interese in razne programe kot dodatek, če hočete, lahko temu rečemo tudi neke vrste korupcije. Ministrica za zdravje pa. S strani Celja pa je ta pobuda prišla. Želeli so se ustanoviti ta oddelek, imeli smo strokovne podlage in smo se pač na osnovi vseh teh pobud odločili za ta korak. Je ključni motiv v ozadju tega centra, da bi vodstvo bolnišnice prišlo do enega najbolj dobičkonosnih programov vzpostavitve srčnih zaklop skozi žilo. Poseg je vreden več kot 30.000 evrov. Izvajalcem, tako naši viri, lahko ostane tudi 12.000 evrov zaslužka. Pred 3 leti so ga v Celju že izvajali, a so ga morali ustaviti, ker niso imeli stalnega centra. Ne morem izključiti, da ni tle v zadnji kakšen drug interes. Torej, interes posameznika ste rekli, torej doktor... Interes posameznika pa interes dobička. Doktor Kovačiča. Doktor Kovačiča. Lani je v celjski bolnišnici operacije na srcu po dogovoru z nekdanjim zdravstvenim ministrom Bešič Loredanom že izvajal kirurg Tomislav Klokočovnik. Kot koncesionar je gostoval s svojim kardiovaskularnim centrom. A je delo tam prenehal, ker od ministrstva ni prejel dovoljenja. Naši viri opozarjajo tudi na dvigovanje cen pri določenih storitvah, kar po njihovem mnenju močno koristi predvsem zasebnikom. Cena kolonoskopije, pregleda v programu Svit, ki se izvaja po tekočem traku, se bo z julijem dvignila za polovico, z 260 na skoraj 390 evrov. Poleg UKC Ljubljana, Onkološkega inštituta in UKC Maribor so lani največ teh pregledov opravili še v diagnostičnem centru Bled ter na kliniki Dr. 24.
Prihodki obeh zasebnih centrov so v zadnjih letih poskočili. Diagnostičnemu centru Bled z 8,6 milijona v letu 2019 na 13,3 milijona evrov v letu 2022. Kliniki Dr. 24 pa so se prihodki povečali z skoraj 3 milijonov na 6 milijonov evrov v lanskem letu. Medtem iz največjih bolnišnic opozarjajo, da so pri najzahtevnejših posegih podplačani. Najdražji bolnik je denimo lani v UKC Ljubljana stal 800 tisoč evrov, od zavarovalnice pa so prejeli zgolj 50 tisoč evrov. Tako ne čudi, da se tudi javne bolnišnice in ne zgolj zasebne usmerjajo v bolje plačane storitve. In kje so tukaj bolniki? V kloaki interesov v zdravstvu in dolgih čakalnih vrst so prepuščeni sami sebi. Posneli smo jih pred zasebnim centrom. Tukaj ste pa na koncesijo prišli. Ali ste samo plačniško? Nekaj je samo plačniško, nekaj pa to, ker če me bodo operirali, me bodo tukaj, kaj ne grem več. Ja, zdaj me bo koštalo to prvo 90, tole za ta moj pruf, ki je posledica tega zafornega, je bilo 67, kar dobro me odirajo na moj penzion. Koliko je bila čakalna doba, recimo? Za tole? Ja. Tako, kar sem se zmenila, to so enkratni. Pa veste kaj? Človeški so. Poslušajo, kaj mi poveš. To pa na UKC-ju ne. Torej niso najprej dolge čakalne dobe, Ja. takoj ste dobili. Tako je, če so dolge čakalne, pa so dolge. Ampak, ko sem prišel konkretno do vrste, je bilo zmeraj vse tako, kot treba. Ste bili prej v javnem ali ste tukaj prvo dobili? Ja, glejte, zasebno pa zato, ko so vrste, moramo pa še malo zasebno iti, ne? Kako pa se vam zdi to, da nekateri doktori prihajajo iz javnega, pa potem v zasebne centre kot koncesionarji? Ne, mi ni problem. Ali pa tole, da tere do študirja, je pa v tujino, mi ni všeč. Tu bodi ne. Ker hočejo vsi veliko zaslužiti, ne? Tako je to, ne? Jaz tem ne zamerim. A jeste. Če v javnem redu delajo, ne da te specializanti masakrirajo in pa nekje kavo pijejo, pa vse stroke delajo. Ne, a greš zasebno ali pa privatno, samo da bi bila storitev enaka. Ne, tako, da pa ne mi plačajo, mene pa čisto vseeno. Kjer pa ne v Sloveniji. To mi razložite. To treba pošlihtati, nič druga. Prav imajo. Plačajo jih ne. Vse si delamo za denar. Lepo jih ne plačajo po učinku, po vsem tako se spodobi, pa ne treba tega. Gospod Klokočovnik, ali Zveze in poznanstvo odločajo o tem, kdo dobi program in potem denar? Vi ste se recimo s prejšnjim ministrom Bešič Loredanom dogovorili za Celje, potem je odšel, prišli so drugi in so vas ustavili. Odgovor je da. Gospod Loredan me je poslal v Celje. Jaz sem imel pismo o nameri v Novem mestu za upravljanje srčnih operacij. Vse je šlo v redu, ampak potem pa so zgleda namenoma z ministrstva za zdravje zavajali v tistih svojih pismih bolnišnično, zunajbolnišnično delovanje srčne kirurgije. Vemo vsi točno, da Zakaj so želeli preprečiti, da bi pač javni denar pobral nekdo, ki ima... Jaz mislim, da so delali proti Bešič Loredanu takrat, že takrat. So delali proti njemu in on je dal ena navodila, ta navodila se niso upoštevala. Jaz sem investiral, jaz sem uporabil vsa svoja sredstva in seveda resurse, da sem operiral uspešno 28 pacientov. Na kar je gospod Dragan Kovačič je bil dogovor, da greva skupaj k ministrici, da to stvar speljemo naprej, ker zavarovalnica ni hotela plačati, ker tisti moment je Loredan padel, avtomatično se je zaprla tudi ta dejavnost v srčni kirurgiji. Gospa Humar, lahko vi poveste, ali torej Zveze pa poznanstva odločijo o tem, kdo bo prejel te milijone za razne dobičkonosne posege? Ne bi smele. Imamo pravila, imamo zakone, imamo pravilnike, po katerih se odločamo, imamo strokovna telesa, ki svetujejo ministrstvu. Zakaj kirurgi v Ljubljani pa Mariboru nasprotujejo temu? Zakaj potem še en srčni center?
kjer so pa zelo dobro plačane. Kirurgi v Mariboru in Ljubljani so popolnoma jasno povedali, da imajo zelo dolge čakalne dobe. Jasno so povedali tudi, da zaradi pomankanja prostora v lastnih ustanovah in zaradi pomankanja sester in postelj v intenzivah ne morejo operirati toliko, kot bi želeli. Bolnišnica Celje je rekla, mi imamo prostor, imamo željo in želimo te bolnike oskrbeti. Ministrstvo je bilo najbolj pomembno, da so bolniki oskrbljeni in seveda tudi, da bo center narejen po vseh strokovnih smernicah, tako da smo se odločili, da jim zaupamo. Gospod Klokočovnik. Center je že deloval. Mi smo uspešno operirali 28 pacientov. Na kar je prišlo do dogovora med gospodom Kovačičem in ministrico za mojim hrbtom in dodeljen je bil denar, a ne? In zakaj? V bistvu razlog je enostaven. Dobičkonosnost je samo v tistih perkutalnih ustavitvah zaklopk. Koliko so te Naš storitve? prispevek je bil natančen, drži, tako kot ste navedli, 30 zaklopkov plačaš 14-16, ostane 12-14 tisoč evrov, to je dobičkonosno. Srčna kirurgija ni dobičkonosna. In seveda, tle prestiž, pri samih kardiologih, da to operacijo delajo. Vsi mi kardiologi danes v naši državi hoteli delati z rokami. Še eno vprašanje bi tukaj postavila ravno na podlagi tega, ali potem očitno, vem, in koncesionarji in določene bolnišnice opravljajo bolj tiste storitve, ki so dobro plačane in se izogibajo tistih, ki so slabše plačani. Ali torej bi lahko rekli, da pri nas bolnik sledi denarju in ne denar bolniku? Bolnik ni v centru. Da, zagotovo je to eden izmed problemov, zato pa tudi skupaj z ZZZS-jem načrtujemo popolno prenovo sistema SPP-jev, torej sistema, po katerem plačujemo zdravstvene storitve v bolnišnicah, ravno zaradi tega, da pridemo do boljših, do bolj poštenih cen, do boljše porazporeditve cen. Moramo pa seveda vedeti, da niso problem samo različne storitve, ampak tudi različni pacienti. Storitev, ki lahko pri lepem, mladem, zdravem stane zelo malo in ima velik dobiček, pri starejšem gospodu stane bistveno več in seveda koncesionarji si te ljudi izbirajo. Dragi moji, ne moramo govoriti o dobičkih. O tem se sploh ne bi smelo govoriti. Ampak koncesionarji delajo za dobiček. Ne zatiskajmo si oči. To je zasebni sektor in delajo za dobiček. Počakajte malo, če se pogovarjamo o dobičkih, potem smo zaključili debato danes. O dobičkih se v zdravstvu, tako kot je rekel prej gospod Travnikar, ne smemo pogovarjati. In ne govorite, da je pri mladem bolniku dobiček višji kot pri starejšem. To je napačni pogled in če na ministrstvo takšen pogled, to je resnica. In to, kar smo poslušali, da je center že bil v Celju in se pa ni nadaljeval zato, ker je bil to koncesionar in se potem dal javni bolnišnici, je pa res vprašljivo. In to, kot je rekel gospod Klokočovnik, tokrat se moram z njim strinjati. Tabi, oziroma tiste, spomnite se, oddaj Tarče. Tako da, ne bom tu nadaljevala, če govorite na ministrstvu o dobičkih, potem lahko z debato zaključimo. Ja, gospa Kozlovič, trenutek moram še vprašanje, gospe Kozlovič, poglejte, zakaj vlada ni ukrepala pri gospodu Kovačiču, bom rekla, tudi sam ima SP, dela v zdravstvenem domu, svet zavoda ni ukrepal nič v tej zadevi, vi zdaj govorite o tem, da boste omejili to delo. Lejte, moje mnenje v bistvu je irelevantno, svet zavoda je pristojen, če so oni... No, svet zavoda postavi vlada, to vemo, ne, zakaj je to... Ampak ne glede na to, oni so vezani zakonodaji in v bistvu očitno pravno formalno je vse tako, kot mora biti, očitno, zdaj jaz imam svoje mnenje, ali je to moralno ali etično, zato pa tudi ta izhodišča, kjer bojo reševala tudi take primere. Bi pa sam še eno stvar dodala, tukaj pa se s kolegico Godec absolutno strinjam. Meni je žalostno, da govorimo o dobičkonosnosti določenih zdravstvenih storitev in zato mi je žal, ker o tem se govori tudi že več let, da sem vesela, da bo ta vlada končno prenovila te SPP-je in jaz si želim, da s 1.1.2025 ne bomo več govorili... Prosim na kratko še, ker potem imamo še... Samo v vednost Sloveniji, celotni Sloveniji, da srčna kirurgija na področju bypassa ostane 9500 evrov, toliko naj bi jaz dobil plačano, nisem dobil plačano nič. In ena zaklopka kirurška stane 10.500, za razliko od Tavija, ki stane 30.000. Poleg tega, v tem času, ko so mene ustavili
namenoma, ne namenoma, kakorkoli že, kdo je bil tle od zadaj, si lahko samo predstavljamo, bi lahko jaz operiral 300 pacientov, bi jaz lahko operiral. Od teh 300 pacientov je sigurno 10 pokojnih. In to so tisti reveži, niso politiki, ki pridejo in čakajo pred vašimi vrati, da jih date čez vrsto. In jaz sem ne vem kolikokrat kršil, kot sem bil predstojnik, to pravilo in sem jih vzel naprej. Tako da imamo mrtve, imamo 300 pacientov neoperiranih, pa bi rad odgovor, zakaj je bilo takšno zavajanje strani birokratov, vi takrat niste bila še v službi, ki ste rekli, da ste decembra prišla, ne? Tako je. Ja. Namenoma blokiranje enega centra, ki je že deloval. Gospa Humar, lahko še odgovorite, se je iskalo oziroma se je delovalo točno po zakonih in te zakone se je upoštevalo in zato tudi pač se ni dalo tega realizirati. Je pa seveda tudi gospod dr. Klokočovnik, mislim, da vedno dobrodošel v številnih zdravstvenih zavodih, da se tam zaposli in mu lahko kadarkoli omogočimo, da teh 300 pacientov operira. Jaz sem tudi v Celju pristal, da sem javni službenec. In ni bilo odobreno. Jaz sem iskal službo v Novi Gorici, v Brežicah, kot javni uslužbenec. Hotel sem to koncesijo dati bolnišnici. Ni bilo odgovora. Ni jih interesiralo. Odgovor, ni pacient v centru. Ni. Poglejte, kaj delajo. Grozne stvari. Prosil sem tudi gospod Kosovič, ki mi je odprla svoje možnosti in svoje poznanstva, pa nikamor nismo več prišli. Povejte več o tem. Dobro, jaz bi tukaj nadaljevala. Gospod Travnikar, boste dobili, še nekaj moramo pogledati. Leto dni mineva od odločitve vladajoče politike, da odpravi dopolnilno zavarovanje in ga prenese v obvezni prispevek. Takrat so v koaliciji dejali, da bodo pravično plačilo prispevka kmalu uredili. In kaj vse so še povedali lani v parlamentu? Ukinitev dopolnilnega zavarovanja bo zgodovinski trenutek, zato resnično upam, spoštovane kolegice in kolegi, da boste danes na pravi strani zgodovine. Veseli nas, da bomo po 20 letih skupnimi močmi končno premagali Goljata. Ta zakon je velika prevara. Večina ljudi misli, da bodo plačevali manj kot doslej. Takoj v jeseni pa moramo kot koalicija pristopiti k scenariju, kako bomo odpravili tudi nepravičnost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in jo po hitrem postopku nadomestili z solidarno javno dajatvijo. In Anja Šter, kaj se je potem zgodilo? Za zdaj nič. Dobili smo le splošne odgovore. V Gibanju Svoboda pravijo, da sta želja in cilj do konca letošnjega leta priti do preoblikovanega prispevka, ki bo bolj solidaren. Podobno v Levici in v SD-ju, kjer odgovarjajo, da gre za eno najpomembnejših zavez koalicije. Z Ministrstva za zdravje sporočajo, da je trenutno na mizi več predlogov in da jih preučujejo z Ministrstvom za finance. To pa nam je odgovorilo, da zadev še ne more komentirati. Kot vidimo, izdelanega in usklajenega predloga torej še vedno ni, čeprav je do konca leta, ko koalicija obljublja rešitev, le še dobrih 5 mesecev. Obvezni prispevek 35 evrov pa zdaj po novem plačuje več ljudi. Plačuje ga tudi, kot ocenjujejo v ZZZS-ju, nekateri mladi in socialno ogroženi, ki so prej tvegali z neplačevanjem dopolnilnega zavarovanja. Zdaj pa je plačevanje obvezno. No, razliko, torej luknje v zdravstveni blagajni pa pokrije proračun? Da. Vlada je za krpanje te luknje v proračunih za letos in prihodnje leto zagotovila po 140 milijonov evrov. Čakalne dobe pa se medtem niso prav nič skrajšale, nasprotno. Nekatere so se krepko podaljšale. Poglejmo podrobneje. Letos se za magnetno resonanco koronarnih arterij z napotnico zelo hitro čaka kar 392 dni, več kot pred 2 letoma. Povprečna čakalna doba za prvi prosti termin je kar 1 leto in 4 mesece. Za nekatere ušesne operacije je čakalna doba z lanskih 70 dni poskočila na kar 200 dni. Na prvi pregled na dopustno mejo pa je junija letos čakalo več kot 82 tisoč ljudi. Predlani 48 tisoč. Število čakajočih na dopustno mejo se je od leta 2022 torej skoraj podvojilo. Številke res niso vzpodbudne. Hvala lepa, gospod Travnikar, ker vam vprašanje, torej na ta ukrep pred letom dni sprejet. Vsak ukrep
ki ga sprejme katerakoli vlada v zdravstvu, lahko zelo enostavno preverimo njegovo učinkovitost samo po enem kriteriju. Ali so z njim bolniki prišli hitreje do svoje storitve. In kot vidimo, ti ukrepe ne delujejo. Še več, mi smo se v bistvu ves čas borili, da smo preprečili zelo škodljive pobude in še zdaj, ko nas s temi populističnimi idejami strašijo, se ves čas samo ukvarjamo s tem, kaj bi preprečili, ne pa da bi videli skupno vizijo za boljše zdravstvo. In jaz se bom navezal, spomnim se tega super govora predstavnice mladih zdravnikov na nujni seji odbora za zdravstvo, prav vi ste jo vodila, gospa Kozlovič, vso vsebino, kaj je težava, kje se je treba lotiti problemov, so vam podali, mi smo na koncu rekli, ta govor nima veze s vsebino. Vse je bilo tam, kar ste rabili slišati tisti, ki so odgovorni za zdravstvo. In še nekaj, take moči, kot jo ima zdajšnja vlada, pa nobena prej ni imela. To pa je razlika od 2014, ko smo mi začeli opozarjati, da je bilo vedno neka koalicijska vlada, ki so se med sabo partnerji toliko časa, bom rekel po domače, driblali, da niso nič sprejeli in so ohranili status quo. Zdaj imate vi ogromno zmago ste dosegli in s tem tudi veliko odgovornost, da bi nekaj, vsi smo dali upanje v to, da boste nekaj dosegli. Žal, gledajte, rezultati štejejo, prepovedi in omejevanja ne delujejo, spodbude pa delujejo. In če boste videli, bom pozoril primer kolonoskopija. Ne vem, zakaj ste ga izpostavili. Kolonoskopija v Sloveniji, program Svit je en uspešnih biserov našega zdravstva. Ampak dajmo se nam še besedo naprej, gospod. Ste ga pokazali kot primer neke slabe prakse. Gospod Kozlovič, dopolnilno je šlo tukaj za politični populizem. Vidimo, ni učinka, več ljudi plačuje, daljše vrste so. Absolutno ne. Torej, to je bila reakcija na napovedan dvig premije komercialnih zavarovalnic in v bistvu smo reagirali hitro, da smo ta dvig preprečili. Ampak vidite, zdaj tudi socialno ogroženi plačujejo, ne? Danes tega ne bi, ne, socialno ogroženi jim plačuje država, če dosegajo cenzus. Tisti, ki so prej, nekateri, ki so se prej, ki niso prej plačevali, zdaj morajo plačevati to. Ja, to je manjši del naših državljank in državljanov, ker zdravstvene storitve jih potrebujemo vsi in ne veš točno, kdaj jih boš potreboval, zato jih je treba vzdrževati. Zdaj, mi smo, kot rečeno, reagirali hitro. Jaz danes stavim, da če mi tega ne bi naredili, bi poslušali danes očitke, zakaj tega takrat vlada ni naredila in si upam celo trditi, da celo bi opozicija vložila identičen zakon, kot smo ga. Ampak ustavilo se je zdaj, ne? Potem ni se ustavilo, ministrstvi, kot ste že vi napovedali v prispevku, delajo izračune, gre za izredno kompleksen sistem, ni zanemarljivo to, da se v bistvu govori že več kot 20 let, da je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje anomalija financiranja zdravstvenega sistema in zdaj smo mi naredili prvi korak, ta del smo odpravili, danes plačujejo 35 evrov, to pomeni, da v letošnjem letu bojo naše državljanke in državljani prišparili 120 evrov, če bi se premija zvišala na 55 evrov, pa bi pa celo 240 evrov. Ampak samo to luknjo pa pokriva proračun, gospa Godec. Mi smo v naši koalicijski pogodbi se zavezali, da bomo tudi sredstva za zdravstvo zvišali. Zdaj, sigurno bi si želeli jih zvišati. Glejte, za ta vaš populistični ukrep, ki ste ga izvedli sredi leta, ko vam je padla na anketah pač podpora, ste to naredili, hkrati ste zvrtali luknjo v državni proračun in pravite, da ste ljudem 120 evrov prišparali na leto, ne? Zdaj imate pa obvezni 35 evrov, ki se bo spremenil, ko se bo potrebno naslednjo leto in se bo definitivno dvignil. Potem bo nov davek na dolgotrajno oskrbo, pa še kak davek in bomo še više, kot smo zdaj z obremenitvijo plač. Zdaj pa še samo vprašanje, glavno vprašanje, ki pa je pri vsem tem, kaj imajo od tega vašega ukrepa bolniki? Popolnoma nič. Čakalne dobe so enake, s tem, da ste tam 140 milijonov premalo povedali. Namreč v zakonu, ko si ga takrat sprejeli in ko so dopolnilno spremenili v obvezno, piše, da se za letošnje leto krije ZZZS še 240 milijonov. Bomo tukaj naredili predah, vse replike po oglasih, ostanite z nami. Vprašate, vemo, kaj potrebujete. In gremo naprej, gospod Simič, kaj je torej danes drugače? Na kratko, lepo prosim. Govorijo o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. Tako je. Ja, torej popolnoma nič drugače. Razen, da jih plačuje več tisti, ker je obvezno. Mene samo moti, da je bilo več čas govora in vsi ljudje so pričakovali, da ne bodo plačevali nič več, ker se skozi več čas govorilo, da bo ukinjeno. Na koncu smo ugotovili, da ni ukinjeno, prav gotovo bodo morali ta znesek iz 35 evrov povečati.
A veste, da meni nekdo reče, da je za državo na neki evidensko, potem pa iz proračuna vzame 240 milijonov. Teh 240 milijonov mora nekdo vplačati v proračun, nekje jih moraš dobiti, če noben ne vplača, moraš najeti kredit. Zato pravim, da tako s tako lahkoto manipulira z nekimi milijoni, vse dela to zaradi, bom rekel, političnih točk. Tukaj jaz vidim nobene strokovnosti. Hvala, gospod Simič. Gospod Humar. Naše zdravstvo je še zmeraj in vsi nam priznavajo eno izmed najboljših in najbolje organiziranih zdravstev v razvitih državah. Naša košarica pravic je ena izmed najbolj širokih in najbolj bogatih. Naši državljani imajo eno najbolj poceni zdravstev v Evropi, tega se moramo ves čas zavedati. In zato se mora država tudi ves čas angažirati, da tako ostane in da se še izboljša. Ja, upam, da se bomo nehali pogovarjati o dobičkih, pa o tem, kje je kdo zaposlen. Upam, da bomo nehali poslušati nove obljube, ker še starih nismo izpolnili. Upam, da boste podali politika roko zdravstvenim delavcem in prvi korak za podajanje roke zdravstvenim delavcem je, da podpišete podporo zakonu o nenasilju v zdravstvu. Gospod Klokočovnik. Zdravstvo je strašansko drago postalo. Kvalitetno, drago. Prispevno stopnjo treba dvigniti vsaj za 15 evrov, če hočemo iti s časom naprej. Ta vlada ima zdaj to moč in to priložnost, da se izkaže, da to naredi. Čeprav je to za državljane ne lepa testa. Ta vlada in koalicija je nesposobna na področju zdravstva, definitivno ima 53 glasov v državnem zboru, namesto da bi sprejemala zakone, najema PR agencije, da si ustvarja sovražnika, to je zdravnike, zdravstvene delavce in tako seveda lažje s populističnimi izjavami. Danes vlada še enkrat 53 glasov je tisto, namesto da bi naslavljali probleme, jih morate reševati. Kljub vsem tem polenom, mi smo jasni, javno zdravstvo je naša prioriteta, želimo ga krepiti in ohranjati. In tukaj bi rekla sam, da je nekoliko nekorektno od dr. Ravnika, je član strateškega sveta, ne vem, če še vedno veliko ukrepov, ki jih je tam predlagal strateški svet vladi in ne nazadnje ministrstvom se je že realiziralo. Jaz verjamem, da jih bo teh realizacij še več. Ministrstvo aktivno dela na pripravi zakonodaje in seveda si tudi mi želimo boljših rezultatov. No, se boste zdaj po oddaji še kaj pogovorili. Najlepša hvala vsem, da ste prišli v studio. Hvala gospodu Simiču nadaljavo. In hvala tudi vam za pozornost. Vidimo se še naslednji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje in srečno. Dober večer. Nocoj bomo v Odmevih seveda govorili o nogometu.